Proračunski prihodki so se zmanjšali iz več razlogov. Naj povemo, da se je s 1. julijem znižala tudi povprečnina, kar seveda tudi vpliva na prihodek občine in s tem tudi na, na plačilo določenih investicij in nenazadnje tudi domskih domov, otroškega varstva in pa nenazadnje tudi izobraževanja. Na dinamiko prihodkov in odhodkov pa vplivajo tudi podaljšani roki za izgradnjo nekaterih naložb, dodaja županja. V skladu z varčevalnimi ukrepi so svetniki sprejeli 10% znižanje vseh sejnin. Tako bo za občinske svetnike sejnina poslej znašala dobrih 121 evrov. Seznanili so se tudi z namero prekinitve koncesijskega razmerja zobozdravnika Antuna Cerovca, ki se bo s 1. januarjem upokojil, in sklenili, da ne bodo iskali novega koncesionarja, ampak bodo program prenesli na črnomaljski zdravstveni dom. Niso pa svetniki podali soglasja k postavitvi bazne postaje kabelskega omrežja družbe KKS na stavbo osnovne šole Milke Šober Nataše. Prejeli so namreč negativni sklep. Tako strani sveta šole kot sveta zavoda osnovne šole Milke Šober Nataše in mislim, da občina kot taka tudi ne more dati pozitivnega soglasja k temu. Kabelski operater KKS mora po pravnomočni sodbi Višjega sodišča do 23. oktobra odstraniti bazno postajo in antene z dijaškega doma. Dejstvo pa je, da KKS podjetje bo moralo za svoje odjemalce seveda poskrbeti, da bojo imeli signal. Za njihovega kandidata za državnega svetnika so črnomaljski občinski svetniki izvolili Samarjak Halila, za elektorje pa Štefana Misjo, Andreja Matkoviča in Janeza Perušiča.